Južno od Evroparka se nahajajo stari mariborski zapori, v katerih je bil nekaj časa zaprt tudi Josip Broz Tito. Prihodnost kompleksa KPD oziroma kazensko-poboljševalnega doma je že nekaj časa odprta, s festivalom Prebujanje spečega velikana pa so se predstavili nekateri načrti za ureditev. Mestna občina Maribor je vključena v dva projekta Urbakt. Urbakt je v bistvu krovno, evropsko omrežje, ki v bistvu spodbuja urbani prenov mestnih jeder. To so mehki projekti, ki v bistvu omogočajo sodelovanje med mesti, istočasno pa spodbujajo participatorni način, kako priti do rešitev oziroma do nekih akcij, strategij, ki jih imajo mesta, kako te akcije pripraviti skupaj s prebivalci, z zainteresiranimi nevladnimi organizacijami in drugimi. V skoraj neposredni bližini mestnega središča se nahaja napol zapuščen objekt, v katerem marsikdo vidi velik potencial. Mi smo se odločili za to stavbo, da bomo govorili in oživljali stavbo imenovano KPD. To je bil nekoč kazensko-poboljševalni dom. To je ta peterokraka stavba. Idej za vsebinske umestitve je kar nekaj. Ni pa prvič, da se je omenjala selitev dela mariborske knjižnice v prostore KPD. V okviru projekta Urbakt Second Chance smo pripravljali dolgoročno in kratkoročno strategijo prenove, oživljanja te stavbe. Nismo toliko razmišljali o fizični prenovi, ampak najprej o vsebinski prenovi. Zdaj za dolgoročno vizijo smo se na nek način oprli na ideje študentov arhitekture na Mariborski univerzi, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo pod vodstvom profesor dr. Metke Sitar. Študentje so pripravili 3 rešitve. Prva temelji najprej na kulturnih vsebinah, druga kot prostor za dodatne tržne vsebine v Evroparku, tretja pa infrastrukturno približevanje KPD-ja mestnemu središču. Kratkoročna vizija pa je, da bi se usposobila samo 2 kraka, eden ali pa 2, ki sta v lasti občine, z minimalnimi sredstvi in potem se pa lahko da noter neke take vsebine kreativne, ki bi sami malo dokončno obnovili prostor. In to je tudi tisto, kar je zanimivo, tudi v različnih drugih evropskih projektih se zelo poudarja prebujanje nekih spečih starih stavb na ta način, na kreativni način, za delno obnovo. Maribor še tega ni, razen pri tkalki, ampak tu bi bilo nekaj novega. Če bi mi obnovili samo to, da bi okna dali noter, da bi bila elektrika, da bi bile sanitarije, pa ogrevanje, vse ostalo bi si pa naprimer oni sami, na svoj kreativni način. Tako da to so ideje naše strategije oživljanja te stavbe. Nekatere razvojne ideje so precej visoko leteče. Čeprav, če bi realizacija uspela, bi bili v Mariboru deležni kompleksna, ki bi nam ga zavidali številni.